Paradižnik ali surfinja? To je zdaj vprašanje. Mimogrede. Prepričan sem, da ste med njimi. Ali pa to počne vaš sosed, sodelavec, prijatelji. Balkonski vrtičkarji na balkonu ali terasi, morda le okenski polici, gojijo paradižnik, timijan, fižol, celo krompir. In seveda tedensko objavljajo svoje vrtnarske podvige na družabnih omrežjih. Morda je to le stranski učinek preštevilnih kuharskih oddaj, kjer je uporaba suhih zelišč skoraj bogokletno dejanje, ali pa nas, balkonske vrtičkarje v mestih, vodi le želja prinesti košček narave v svoj dom. Dejstvo je, da so surfinje in bršljanke zgodovina, nov slovenski balkonski ideal je kilska ledenka ali polštrček Bolivian Rainbow čilijev. Sem Jerneja Jošer, po poklicu sem univerzitetni diplomirani inženir agronomije. In avtorica številnih priročnikov, med drugim tudi knjige Moj vrt je lahko balkon. Že pred leti je zaznala trend gojenja zelenjave in zelišč v lončkih na balkonih, terasah in celo na okenskih policah. Imeti naravo čist zraven, ne? Večina jih itak nima niti koščka zemlje, veliko je tudi priseljenih mladih, ne? Ki so mogoče bivali kje na podeželju in enostavno manjka tega. Ne? Vedno več mlajših družin predvsem se odloča za to, da bi si vsaj nekaj doma pridelali. Tudi recimo tisti, ki imajo otroke, ne? Fajn je, da otroci že od malega lepo se naučijo delati z zemljo. Surfinje so bile tudi zelo zahtevne, ne? Če nisi bil non-stop z njimi, so kar hitro postale grde. Bršljanke pa predvsem mladim rodovom zgledajo dolgočasne. Ne? Vsi začnejo z paradižnikom, ne? Tudi zaradi tega, ker enostavno kaki češnjevi paradižniki so zelo ljubki, zelo okrasni. Če so na balkonu, jih je dokaj enostavno gojiti, okus je pa čisto drugačen. Pri balkonskem gojenju zelenjave je seveda v ospredju veselje, ne količina pridelka. Poleg tega, da lahko balkonski vrt oskrbimo v nekaj minutah in to v copatih, je prednost balkonskega vrtnarjenja tudi, da lahko posode premikamo. Plodovkam prija direktno sonce, špinača in solata morata biti delno zasenčeni, paradižnik lahko v primeru dolgotrajnega dežja umaknemo pod streho. A ima tudi precejšnje omejitve. Najprej kakšni zelo entuzijastični v bistvu morajo preveriti, kakšna je nosilnost balkona. Kakšni majhni balkončki ni glih fajn, da neke težke lonce, predvsem glinaste, ki znajo biti zelo težke, tudi ko se napijajo z vodo, pa potem, ko še napolnimo jih substrati, kar doprinese neko težo, tako da to je prvo, da se preveri. Potem pa seveda najprej treba preveriti lego balkona, tudi da na neke zelo sončne, vroče lege ne sadimo zelo zahtevnih zelenjadnic. Za kak majhen balkon mogoče se res ne splača, da bi posadili rastline, ki zelo dolgo rastejo, ki imajo dolgo vegetacijsko dobo. Bom kar dala primer recimo zelje. Zdaj v tem času, konec aprila, lahko že posadimo na prosto zgodnje sorte zelja, cvetače, ampak pobirali bomo šele junija. Ne? V tem času bi mi lahko že nekajkrat posejali solato in jo porezali, tudi rukolo, recimo krešo, kakšne take res zanimive zelene listke, ki nam dajo veliko vitaminov, medtem ko tista ena glava zelja bo pa šla hitro, v lonec bo naenkrat porabljena. Balkonske omejitve pogosto zahtevajo razmislek, ki pa vodi v inovativne in kreativne pristope urejanja balkonskega vrtička. Malo pozabljamo na to vertikalo. To dejansko zatem pridobimo veliko površine. Recimo tudi pod ograjami je veliko prostora še sploh za kakšne rastline, ki potrebujejo malo več sence. Jaz imam to izkušnjo, da zelo rada na ograji, še prej, ko sem živela v bloku, sem kar na notranjo stran obesila lončke, tako da sem jaz gledala te stvari. Je pa veliko rastlin dejansko takih, da rabijo opore, se pravi kak visok fižol, tudi paradižnik, vznožje njih pa še zmeraj lahko nekaj posadimo, tako da zelo izkoristimo lahko majhno površino balkona. Pa fajn je, da si mogoče tudi tako naredimo načrt, da pogledamo okolico, ki je mogoče ne bi želeli, da nas kdo z drugih oken gleda, si lahko z visoko rastočimi rastlinami naredimo en lep zaslon. Pa potem na tisti konec, ki pa želimo, da ga gledamo, da imamo to odprto in tudi postavimo kakšen stolček. Za stol mora biti prostor na balkonu, za tiste, ki imamo radi rastline zraven, da potem imamo nekaj od tega. Mimogrede. Naj bo balkonski ali običajen, pri snovanju vrta torej ne pozabite na udoben kotiček.
Najbolj vneti se lahko lotite celo balkonskega gojenja sadja. Za zasaditev v lonce so sila primerne jagode, pa tudi ameriške borovnice, maline, celo pritlikave sorte sadnih dreves. To pa ne velja za najbolj aktualno vrtnino te dni, hren. Ki pa ga Blanka Ravnjak iz Botaničnega vrta v Ljubljani, kjer hren na njihovi gredi cveti prav te dni, ne bi zasadila v lonec. Torej za na balkon je malo manj primerna, predvsem zaradi svoje velike razrasti, kajti v zemljo dela kar konkretno koreniko, tudi dolgo in pa široko. Hkrati pa je rastlina tudi v višino zraste, recimo več kot 1 meter, ker razširi, veliko listov ima, pa še v višino potem zraste in lahko pač ni ravno, tako bom rekla, nežen okras na kakšnem balkonu. Če vam hren bolj kot običajno prekliče solze v oči, to pomeni, da je revež rastel v pomanjkanju. Kajti, če ga v času suše ne zalivamo, bo še bolj pekoč kot sicer. In prav zaradi obilja eteričnih olj v vrtu odganja škodljivce, smrdi predvsem koloradskemu hrošču, zato je dober sosed krompirja. Razmnožuje se semeni. Če pa na pomlad posadite korenino, bo lahko že prihodnje leto doma pridelan na velikonočni mizi. No in še to je ena najprimernejših vrtnin za popolne vrtičkarske analfabete. Ljudje lahko rastlino pustijo preprosto v primeru, bolj ko pozabimo na nje, bolje je. Ampak če hren kot trajnica ne potrebuje prav nobene oskrbe, je drugače z ostalimi trajnicami. Rastlinami, tako se glasi definicija, ki imajo sposobnost hranjevanja hranilnih snovi, ki omogočajo spomladi zgodnji razvoj obnovitvenih popkov. In če imate vi na vrtu zeljnate trajnice, je zdaj pravzaprav že zadnji čas, da te razdelite. Lahko tudi podarite, ampak predvsem razdelite. Zelje ni trajnica, gojimo ga kot enoletno vrtnino. So pa nekatere zeljnate rastline trajnice in vsak pravi vrtičkar ima v svojem vrtu tudi te. Kaj so zeljnate trajnice, nam je pojasnila predavateljica in organizatorka praktičnega pouka na Biotehniškem centru Naklo Sabina Šegula. Kar je zeljnato, kar pomeni zeljnate trajnice, da prezimijo v podzemnih delih pod zemljo, korenike, korenine, gomolji, kar je vzgoraj ne prezimi, potem pa spomladi poženejo in so običajno bolj na začetku take pokrovne razrasti, potem se pa razrastejo. Tako da to so tiste zeljnate trajnice. Še malo bolj natančno z imeni. Žajbelj, potem timijan, tudi obstaja trajna bazilika, imamo recimo tudi ožepek, kakšna rabarbara, parman, drobnjak in citron melisa. In če bi sklepali po uporabi, bi k temu lahko kaj hitro prišteli tudi peteršilj. Ne peteršilj, pa dvoletnica, peteršilj pa v bistvu lahko začimnica, ki se jo tudi zdaj lahko seje, namreč 3 tedne rabi, da vzkali, tako da tiste vremenske neprilike ga toliko ne prizadenejo. Če pa želimo imeti sami svoje seme, potem pa moramo počakati prvo leto, namreč ne požene cveta, je kobulnica, drugo leto potem požene, poberemo seme. Peteršilj torej ni trajnica, rastline, ki to so, pa je zdaj treba oskrbeti. Zaradi vremenskih sprememb in dokaj visokih temperatur so te že dobro odgnale in se razrasle, zato jih je treba razdeliti. Kako nam razloži Sabina Šegula. Če je dejansko šla čez svoje mere, potem jo moramo z vrtnimi vilami dvigniti, tako da same koreninske grude ne poškodujemo in jo potem previdno razdelimo, zato se prav imenuje deljenje trajnic in dobimo pravzaprav 2 rastlini iz ene. Na to stalno mesto posadimo polovico manjšo rastlino, ta drugo polovico potem lahko ponovno razdelimo in imamo več rastlin. Vendar to ne gre v nedogled, namreč neko priporočilo je, da je tisti primer take rastline, ki je še dovolj močna, da lahko na novo požene tam nekje 10 cm. Tako en tak groba ocena, tak primer. Drugače pa tudi karkoli je že pognalo na vrtu, je potrebno pogledati pri jagodah, če so se živice že razbohotile, treba zato, da imamo močne primarne sadike, se pravi matične rastline, te živice odtrgati, je bolje, da na začetku rastline se ujačajo, potem pa tekom leta pustimo te živice, da dobimo več jagod. Ker gre za trajne rastline, je najbolje, da imamo za te neko mesto ob robu grede ali pa kar na svoji okrasni. Skratka, vse te rastline, ki so trajne, je pa najbolje, da malo razmislimo, kam jih bomo dali in je najboljše, da jih damo na obrobje.
Zaradi tega, ker ko pač moramo pa spomladi prelopatiti vrt, je pa to potem tisto, kar nam hodi v napoto. Ne. Dejansko je to tisto prvo, kar nas razveseli, ne, spomladi nam da delo. Mimogrede. Video nasvet, ki so ga posneli študenti Biotehničnega centra Naklo o tem, kako se lotiti zelnatih trajnic, najdete na spletni strani oddaje Mimogrede. Še vedno pa velja, da so vaše fotografije takšnih in drugačnih vrtnarskih podvigov več kot dobrodošle. Tema in izziv za ta teden pa so balkonski vrtički. Mimogrede. Naš radijski Gartelc.